In lep dober dan voščim, Vanja Trkman. Dobrodošli ponovno v Korakih do uspeha, v kateri danes gostimo zanimiva gosta, patra Bogdana Knausa in Naceta Novaka. Dober dan obema. Lep dober dan. Prvi predstojnik samostana na Sveti Gori in rektor Svetogorske bazilike, Nace Novak, novinar, publicist, sedaj vodja projektov na Sveti Gori. Tako na kratko za uvodno predstavitev, sicer pa mislim, da sta že dobro poznana našim poslušalcem. In najprej, da spomnimo, tudi v tokratnih Korakih do uspeha se bomo pogovarjali o turizmu. Letos oziroma v tokratni oddaji duhovni turizem. Ta naveza oziroma to novo sodelovanje, pater Bogdan Knaus, pomeni, da se temu področju še posebej posvečate? Temeljna dejavnost Svete Gore so dobri ljudje in jaz sem zelo vesel, da je Nace postal član našega tima. Kot človek velike dobre volje, znanja, ima tudi velikodušno srce in čisto dušo, tako da verjamem, da bo odprl neko področje, ki recimo meni ali pa nam frančiškanom, ki v tem seveda nimamo ne vem koliko pojma, odprl novo obzorja. Hvala, Nace, da si sprejel ta izziv. Nace, kako je do vas prišel klic Svetogorske bazilike? Ja, preko pohodništva nekako. Ne? To pri eni od predstavitev te knjige v Polnebeški poti, ne? Ki vodi od Ogleja do Svetih Višarij, so prišla v stik z gospo Liljano Relič, ki je tam delala. Ona mi je omenila, da se ureja neka pot. To je bilo lani enkrat, ne? In potem počasi, ko je stvar toliko dozorela, so me poklicali zraven in potem so se začeli sestanki in je bil en sestanek na teden in sta bila 2 sestanka na teden in so bili 3 sestanki na teden in potem se je bilo treba malo odločiti, kako in kaj. Ne? Tako da je prišlo povabilo in sem se odločil za to. Ne? Mi je seveda izziv, tako da pohodništvo mi je pripeljalo gor. Zdaj bomo pa videli naprej, ne? Tle bo treba pa kar razvijati zdaj tudi ta dodatni turistični del, ne? Še preden se ga lotimo, ker ste bili ravno kolega in tudi nekoč sodelavec Radia Robin, kako je menjati tak poklic? Ja, zaenkrat težko povedati, še prezgodaj, ne? To je zdaj čisto v povojih, ne? Zdaj, včeraj smo imeli prvo novinarsko konferenco in je bilo zanimivo stati na drugi strani, ne? Čeprav ni zdaj, da sem prav prvič v taki vlogi, kakšen projekt smo tudi že prej imeli, ne? Da sem bil na drugi strani novinarjev, ampak zaenkrat je zanimivo, pestro, marsikaj novega, tako to je fajn, ne, da človek vsake toliko malo zamenja perspektivo, sploh zdaj v teh letih, ko potem zadnji vlaki, ne, se mi zdi, da peljejo. Pater Bogdan Knaus, ki mi je izrecno prepovedal, da ga nazivam z gospodom, kako ste, samo še to, potem se pa res posvetimo duhovnemu turizmu, kako ste preživeli te velikonočne praznike? Zelo lepo, bil je lep obisk, veliko ljudi je bilo, eno tako mirno, prijetno vzdušje je bilo in to nas vse skupaj navdaja z upanjem naprej. Sveta Gora in kot smo slišali na včerajšnji novinarski konferenci, je res en tak biser, ki ga morda preveč zanemarjamo, tudi o tem lahko kaj rečemo, sicer pa del evropske povezovalne poti 3 romarskih središč, priljubljena izletna točka, pohodna točka, kolesarske poti so, bomo rekli, v vzponu in enoslednice, kaverne, pa še kaj bi lahko dodali. Sicer pa tudi gostinske ponudbe sedaj ne manjka, si pa že dolgo prizadevate za obnovo romarskega doma, kaj ne, pater Bogdan Knaus? Ja, veliko ste že našteli. Jaz mislim, da je najprej treba izpostaviti vedno znova, da je to Sveta Gora kraj milosti, ki si ga je izbrala sama nebeška mati. Ne pa strici Urški je rekla, postavite mi tukaj dom in me molite milosti. In zato je vedno znova res, kot rečemo, v našem verskem jeziku, kraj milosti, za mnoge druge pa kraj pozitivne energije, kraj za umiritev, meditacije, kakorkoli že to rečemo. Zdaj omenili ste tako tudi romarski dom, tudi tukaj nas čakajo gotovo velike nove izzivi. Pred 5 leti, ko smo prišli nova posadka, nekako nas je potem ob načrtih presenetilo, ko smo ugotovili, da lahko gradimo gor samo objekte za versko dejavnost, ker bi bilo v nekem takem jeziku samo cerkev in kapele. In bi se rad zahvalil občini, da je hitro pristopila k temu reševanju in da nam je zdaj, če sem prav jih razumel, vodilne v mesecu maju, da bo ta občinski prostorski načrt spremenjen, da se bo lahko ta obnova
pravzaprav začela. In omenili ste tudi gostinsko ponudbo, tako prva stavba Sveta Gora, ena je na sredini restauracija, zgoraj smo obnovili, na novo uredili sobe in tudi spodnje prostore popolnoma so prenovljeni, tako da novi najemniki, ki so prišli lansko leto marca, lahko sedaj v polnosti delajo. Sicer pa ste pobudo o obnovi romarskega doma predstavili tudi na svetu županov Severno-Primorske regije. Kako je bila takrat sprejeta? Oziroma ste sploh govorili kaj o tem, torej, da bi podprli nekako morda tudi finančno obnovo, kajti to je kar precejšen zalogaj, kaj ne? Ja, ogromen zalogaj. Jaz bi rekel, da mislim, da se vodilni v teh naših občinah zavedajo, da ima Sveta Gora nek res poseben položaj, da je to Sveta Gora od vseh, ne samo od občin tukaj spodaj, ampak pravzaprav širši regije, vse primorske, pa morda še širše. Tako da jaz verjamem, ker gre za dobre, velikodušne, dobro misleče ljudi, da bomo gotovo našli kakšen skupen jezik pri tem projektu, ki je nas vseh. Ker ne nazadnje, ne, na Sveti Gori, jaz ne vem, koliko časa bom še, ne, romarski dom in vse, kar je na Sveti Gori, oziroma obnovljen hotelček, kakorkoli se bo že to imenovalo, pa bo ostal in to bo za ljudi, to je treba vedeti in k temu bom vedno znova prosil. Torej ta duhovni vidik, morda pa vi, Nace Novak, ki ste, kot pravite, zagrizen, oziroma če je to sploh prava beseda, pohodnik, pa tudi, mislim, da kolesar. Kako gledate na ta vidik turizma? Jaz bi najprej recimo tle omenil, zdaj, kaj je Bogdan govoril, meni se zdi zanimivo, to sem že med prejšnjimi recimo predstavitvami knjige ali pa kakšnim pogovori govoril, prav ta razlika. Mislim, da pri Sveti Gori je čutiti neko posebno energijo, tudi ko hodiš gor, ne, ali pa kolesariš gor, ne, recimo, ne da bi imel zdaj kaj, mislim, da je Sabotin, Škabrelj, ta naš goriški Triglav, kaj manj, ampak mislim, da je enostavno čutiti energijo tisočih in tisočih ali pa milijonov ljudi, ki so, ne, skozi stoletja romali na Sveto Goro, ne, tako da je zagotovo en potencial, en biser še neobrušen, ne, ki je živel recimo bistveno bolj, pa bil imel bistveno večji pomen včasih, kot ga ima recimo danes. Danes v tem frenetičnem svetu smo malo pozabili vsi, nevirni, ne, kaj pomeni, kaj nas gleda tam gor s 682 metrov, ne, ker tle na Goriškem, od kjerkoli pogledaš, praktično vidiš Sveto Goro, ne, tako da priložnosti je milijon gor, ne, za... Sveta Gora, nebrušen biser, tudi o tem smo govorili na včerajšnji novinarski konferenci, ko je bilo govora o projektu, o katerem bomo sicer še v nadaljevanju spregovorili, torej o povezovalni poti. Koliko je ta biser pravzaprav, koliko ga želite odstreti javnosti, pater Bogdan Knavs, obiskovalcev je lahko tudi preveč, kaj ne? Ja, v življenju se vedno trudimo za eno pravo ravnovesje in vidimo, da nikoli to ni prav enostavna naloga. Zdaj se seveda kar nekaj stvari se že dogaja, ne, kulturne dejavnosti, vsi ti koncerti, razstave in tako naprej. Tega je kar veliko tudi Roman, ki pridejo. Ampak pravim, ena izmed veselih stvari, ki me je tudi ob Nacetu nagovorila, je njegova mladostnost in želja dela z mladimi, tudi moja želja že pred časom je bila, da bi tudi gor kakšno igrišče, torej da bi to, kar je človek, ne, duhovno in telesno bitje, da bi lahko mladino, mislim, kar je danes tudi pomembno, recimo, jaz se imam za privilegiranega, ko sem bil majhen, smo se podili po igrišču, ustvarjali smo timski duh en z drugim in mislim, da danes je ta duh še kako pomemben in potreben, ne, tako da jaz resnično veselim, upam, da zdaj z tem občinskim prostorskim načrtom bomo najdli tudi kakšen manjši prostor, kjer bo lahko igrišče in še kaj mnogo drugega. Kot sem rekel, vesel sem Naceta v mnogih ozirih, ker bo gotovo odprl tudi tak vidik, ki ga jaz in mi do zdaj morda nismo videli, ne. Še eno vprašanje imam za vas. Je morda to že vaša vizija, se pravi en tak prostor, kjer se srečujejo vsi, od najmlajših do najstarejših? Neverni, verni. Ja, to ste pa lepo rekli, da se Sveta Gora je tak prostor, ne, kjer se dejansko med sebojno, bomo rekel, delimo
kar imamo. Ne. Smo različni, smo zato dopolnjujoči, eden zna bolj to, drugi to in tako naprej. In to je res, ja, lepo ste rekli, moram priznati, da bi tako lepo ne bi znal povzeti, kot ste vi rekli, tako kraj povezovanja od mladih pa do starejših izkušenejših, ne, da bi to izkušnje, mladost, da bi se to ves čas delilo in prepletalo. Tudi sami Nace Novak ste omenili, da vidite Sveto Goro kot biser, ključni adut ta energija oziroma ta duhovnost, pa je to tudi za mlade privlačno, ker smo ravno načeli to debato? Ja, mislim, duhovnost, tudi sam razgled, mir, narava, vse to, ne, tle imaš različne atribute, ne, zdaj tudi, ko gledaš ljudi gor, zdaj seveda sem bil zadnje čase precej gor več kot v preteklosti in gor se izmenjujejo res najrazličnejši ljudi. Imaš kolesarje, pridejo gorski kolesari, ki se šibajo po pobočju dol, pridejo cestni kolesari, ki jim je izziv priti po cesti gor do vrha, kjer se je zaključila tudi dirka po Sloveniji, takrat, ta vzpon. Imaš motoriste, ki pridejo, imaš Avstrijce, Hrvate, starejše, mlajše z avti, pare, pohodnike, tekače, avtobusi hodijo, tako da je res, in mislim, neobrušen biser, in to ravnotežje med preveč in premalo, to bo potem sladke skrbi, če bo treba to nekako omejevati. Nesigurno pa, da je, ni zdaj, da bi delali ringelšpil na Sveti Gori, to zagotovo ne. Morda, kakšen gost je dober gost, ali zdaj govorimo na splošno, ne ločujete? Zaenkrat, ja, zelo težko bi odgovoril na to vprašanje, mogoče s kakšno leto, 2. No, ste veseli seveda pa vsakega obiskovalca, kaj ne, Pater Knaus? Ja, vsak človek dobre volje, rečemo, je dobrodošel, ne. Pa glede parkirišč in ostalih infrastrukturnih, bomo rekli, teh zadev? To je vse zdaj v okviru tega občinskega prostorskega načrta, ki bo sprejet in da bomo lahko te stvari dorekli, ja. Omenili smo že, da si od naziva Evropska prestolnica kulture, ki si ga bosta prihodnje leto nadeli Gorici, veliko obeta celotna regija, celotna severna Primorska. Tudi Sveta Gora, ki se ji danes posvečamo v tokratnih korakih do uspeha, bo nekaj dobila že sedaj, lahko rečemo, iz tega projekta. Če samo omenimo, projekt Walk to Spirit od Ogleja do Svete Gore se pravzaprav črpa denar prav iz teh iz malega sklada Goriškega zavoda za Evropsko prestolnico kulture. Gospod Novak, vi ste zadolženi prav za ta projekt, Frančiškanski samostan je pa sicer vodilni partner, kaj ne? Tako je. Nam ga malo predstavite, oziroma kaj se zajema? Ja, sam projekt prvenstveno predvideva ureditev te poti, se pravi od Ogleja do Svete Gore, od bazilike v Ogleju do bazilike na Sveti Gori, kjer so bile že seveda v preteklosti tudi povezave, zdaj pa treba to vseeno, teh poti je postalo toliko, da je treba nekako izločiti jo, lepo označiti, poleg označitve poti, o kateri povemo še kaj kasneje, predvideva pa tudi ureditev prenovo družinskega doma na Sveti Gori, kjer bodo namestitve za pohodnike, ma tudi za ostale turiste, za ljudi, recimo, ki si želijo malo umika, gor v mir in tako naprej. Kar nekaj bo konferenc, koncertov, razstav in takih dogodkov, plus usposabljanje vodnikov v okviru tega projekta. Tako da je tak precej bogato zastavljen projekt. Sama pot, lahko kar povem kaj več o njej. Lahko tudi o poti kaj več povemo, seveda. To je mene pretegnilo zraven. Mimogrede omenjeno, lani enkrat sva z mojo hčerko hodila tle okoli, ker sem jo vlačil sabo in potem rekla, tata, ti, ko toliko hodiš, so bila na Kovku gor nad Vipavsko dolino, rekel, tata, ti, ko toliko hodiš, zakaj pa ne bi označil ene poti, naredil eno pot, in mi je dalo misliti, in potem je dejansko me pa to poklicala, tako kot pravim, da me marsikatera pot do zdaj me je poklicala nase, tako me je tudi ta projekt nekako poklical k sebi, ampak pustimo zdaj te moje zadeve. Pot je, kot rečeno, dolga 80 km, ima vse, ta Iter Goritiense smo mu Goriški kamino. Goriški kamino, Camino Goriciano, ima v bistvu vse, kar imajo ti veliki kamini, recimo Camino Frances je dolg 800 km, ta jih ima 80, spravi relativno kratka razdalja, razdeljenje nekako za
dobro uhojene pohodnike so dovolj 3 etape. Ne? Se pravi, prva po ravninskem delu od Ogleja do Zagraja 29 km, druga čez Kras, drugačna je 23 km dolga, Zagraj, Mirenski grad, in tretja z Mirenskega gradu do Svete Gore tudi 29 km, pridemo tam na cca 80 km. V kakšni fazi je sedaj še poteka pravzaprav označevanje te poti? Označevanje niti še ne. Zdaj smo v fazi, da smo jo nekajkrat prehodili, ne? Se pravi, se nam je skristaliziralo, kje naj bi šla, se pravi, na italijanski strani. Hodili smo skupaj, to je ta povezovanje EPK v najlepšem pomenu besede, ne? Ker smo skozi se dobivamo z kolegi iz Italije, skupaj hodimo, jezik je enkrat slovenski, enkrat italijanski, tako da to je res zanimiva izkušnja. Prehodili smo jo nekajkrat, nastaja vodnik, potem bo treba pa še seveda označiti, ne, primerno, in popeljati prve skupine po njej, ne. Tako da v okviru projekta se gredo k koncu tudi dela pri prenovi tega družinskega centra na Sveti Gori, kjer bo prostora tam cca 30 postelj, ne, za pohodnike, ma tudi za ostale, kolesarje, turiste, kogarkoli že, tako da to je na kratko. Morda še pater Bogdan Novak, kaj si obetate, pater Bogdan Knaus, se opravičujem, kaj si obetate, sem vaju združila, ne nazadnje tudi od tega projekta, od projekta Evropska prestolnica kulture, postelj smo slišali, bo nekaj več tudi v sklopu te romarske poti? Ja, moram biti iskren, gotovo smo hvaležni za to, ker gledajte, Sveta Gora ima kar nekaj hiš in za vse te hiše je treba skrbeti, pa ne samo skrbeti, ampak da bi tudi imele svoj namen. Ne? Vsak ve doma, kakšni, če smem reči, stroški so. Zato smo res veseli, da smo to hišo lahko, ki je bil tudi bivši hlev prej, obnovljeno na novo, zdaj so pa še te stvari kapacitete. Tako da poleg tega, tako se rekel, družinskega doma, kakorkoli bomo zdaj to že poimenovali naprej, pa imamo tudi še, kjer je bila zgornja postaja žičnice, gondola, tam je tudi velik prostor za nekoliko morda manj zahtevne, ker so tudi skupna ležišča, ne. Tako da mislim, da bo tisti ljudje, ki so jih hoteli podružiti, ne, biti skupaj, preživeti nekaj časa, kot pravim se, duhovno odpočiti, naužiti novih moči, pa tudi sklepati prijateljstva, verjamem, da bo za take ljudi dovolj prostora. Omenili smo že projekt Evropska prestolnica kulture in zanimivo oziroma lepo povezovalno pot, ki nastaja med Oglejem in Sveto Goro. Nacio Novak, ki ste prav za ta projekt zadolženi, še čisto na kratko, obstajajo tudi potem zamisli, da bi se jo podaljšalo, in glede na to, da ste sami veliko bili v teh vodah, torej, da ste izumili, če tako rečem, pojem hoditacija, hoja in meditacija, torej, kakšen potencial vidite morda v tem turizmu prav? Sigurno, pohodništvo je in, ne, vsako leto se več ljudi ne odpravlja na take in drugačne kamine, ne, za nekaj dni. V tem kontekstu mogoče je tudi, kot sem včeraj omenil na novinarski konferenci, ta goriški kamino en super tester, ne? Ker lahko ti ni treba iti v Španijo, so opremo nabaviti in probati in po 3 dneh ugotoviti, da mogoče pa to ni zame, ne? Prideš na goriški kamino, boš prišel, ko bo označen in ko bo vse urejeno, in v 3-4 dneh ga prehodiš in ugotoviš, ali si iz pravega testa ali ne? Tako da, kaj pa bo točno predvidoma prvi testni pohod je v začetku junija, ne? Takrat peljemo skupino, kamino takrat še ne bo označen, se pravi, bomo mi vodniki peljali, ne? Ti, ki jo pač potrasiramo, tako da z tega vidika je to super. Omeniti velja tudi, da recimo čez Sveto Goro pa v bližini poteka še cel kup drugih, ne, poti, ne, imamo pot 3 svetišč, ki grejo od Svete Gore do Čedajske, ne, Stare Gore nad Čedadom, in tle se lahko tudi poveže, recimo dobi nebeška pot, ki gre od Ogleja do Svetih Višarij, dobi lahko svoj slovenski krak. Se pravi, s to našo, z goriškim kaminom do Svete Gore in iz Svete Gore po poti 3 svetišč do Stare Gore nad Čedadom imaš slovenski krak nebeške poti. Potem imamo pot Svetega Martina, imamo pot Cirila in Metoda, v bližini gre Julijana trail, imamo nenazadnje Urškino pot in vse te poti miru in ne po teh ostalinah Svete Gore, tako da
Tega je ogromno. Omenila si hoditacijo. Ja, jaz mislim, da na vseh teh, recimo poteh, ki sem jih prehodil, jaz pravim, da ko grem na tako pot, ki jo rabim po celem letu, recimo do zdaj sem rabo po celem letu dela, ne, greš in se potem v nekaj dneh, če se le da še daljša kot je, bolje je, ne, se na nek način razstaviš in ponovno se staviš kot človek. Ne, tako da in to je pomembno, to, da imaš vse, kar rabiš sabo v nahrbtniku. Ker danes smo blazni, ne, od tega materialnega. Ne. Vsi bi imeli to, ono, tretje, novo kolo, električno kolo, tako kolo, onako kolo. Ne. Tam pa ne, ti imaš tisto, kar imaš v nahrbtniku. To in dejansko človek ne potrebuje več. Ne. Tako da potencial pohodništva, jaz vidim, da je še res velik. Ma si tudi v teh turističnih zavodih, organizacijah pravijo, ne, če grejo gledati številke, kateri profil turista je najbolj vzponil, so to pohodniki, ne, že nekaj časa. Tudi COVID je nekoliko vplival na te navade. Sicer pa, pater Bogdan Knavs, duhovni turizem, kaj opažate na Sveti Gori? Recimo, če se malo zazrete v pretekla leta, je bilo teh obiskovalcev več, govorimo o romarjih, nasplošno, kateri obiskovalci, bomo rekli, v zadnjih letih prednjačijo? Nace pa že lepo omenil, dejansko vse stopnje od starostne in različnih ljudi, različno verjetno verujočih, razmišljajočih, pa vendar za mene je fascinantno, ko vidim veliko ljudi, ko se usede v cerkvi, seveda, ko ni nikogar in nekako iščejo mirne ali pa prižgejo svečko ali pa celo včasih kdo sam reče, se nič ne sprašujemo, se nisem verna, ampak tole pa prižgem, mi pomaga in tako naprej. Hvala Bogu, rečemo. Vsakemu, ki Sveta Gora pomaga in vidimo, da je takih ljudi res ogromno. In spet se bom navezal na to, lepo je rekel, to jim se čuti neka milost resnično in kakorkoli človeku pravim pomaga k enemu osebnemu miru, k temu, da je lahko, bom rekel, bolj umiren in božji človek, da bi bilo čim več takih ljudi, ki bi prišli gor se, rekel, duhovno okrepčati, ne? No, Sveta Gora bo v projektu Evropske prestolnice kulture gotovo imela vidno vlogo, ne nazadnje zaradi položaja, zaradi pomena, zaradi zgodovine. To so vse teme, na katere stavijo v tem projektu. Kaj menite? Malce se... Ja. No, kaj menite, bo tudi na ta račun pritegnila kaj več obiskovalcev Sveta Gora? Iskreno povedano vam ne znam povedati, ampak tako kot pravijo, da bi pa vendar moglo biti kar nekaj več ljudi, se bomo poskušali pripraviti čim bolj, da bi lahko, bomo rekli, ljudi sprejeli najprej z eno prijazno besedo, da se bojo čutili dobrodošli. Nazadnje bomo predstavljali ne samo Goriško in Primorsko, ampak celo Slovenijo in da bo potem lahko vsak najdu kakšen segment od tega, ali so kdo prišel samo umiriti, pa bo rekel, jaz bi pa 3 dni tukaj bil, ker se moram odpočiti in tako naprej, ali bom tudi malo še na vrtu kopal, pa se malo živalmi igral, nekdo bo kolesaril, gor pa dol hodil, morda se bomo po igrišču že vmes podelil, pa da bo našla čas za to tudi Nace, kakorkoli pravim, vsak da bi našel nekaj za svojo dušo in telo. Nace? Ja, jaz bi v kontekstu Evropske prestolnice kulture omenil še to, ta navdih, ki ga lahko dobijo gor umetniki različnih vrst zvrsti, se pravi, bodi si to pesnik, pisatelj, slikar, kipar, glasbenik, ko si gor, ko imaš tam mir, ko imaš te razglede, mislim, do morja, do Triglava, mislim, če se ti pa tam ne dobiš inspiracije, žaba. Ni pa še dolgo tega, ko so bile v Sveto Goro uprte oči svetovne kolesarske javnosti. Kako je bilo, kako gledate pravzaprav na to vrstne dogodke, kot je bila ta dirka po Sloveniji, pater Bogdan Knavs? Ja, je bila kar gneča. Jaz osebno moram priznati, da občudujem predvsem tiste, ki se tako odpravljajo v vsakem vremenu gor s kolesom, in redno srečam ene ljudi, ki redno, ne glede na vreme in si rečem, manj duha bom jaz kdaj sposoben tega, jaz ga saj peš gor, ampak spoštovanje izrazem in si rečem res, ljudje kakšno voljo imajo, kakšno željo, to se vidi, da to so gotovo v življenju produktivni ljudje, tako da zdrav duh v zdravem telesu ima gotovo svojo veljavo tudi na tem mestu, Ampak je vprašanje, kaj ne, recimo takrat je bilo veliko avtobusov, seveda obiskovalcev, navijačev, je bila že prevelika masa, bomo rekli, ki jo Sveta Gora lahko požre, če se tako izrazim. Ja, ko smo rekli, ker gre za sveti kraj, mora biti res
to usklajevanje med preveč in premalo, ne, zdaj lahko rečemo, lahko seveda malo premalo, ker je treba tudi vse te objekte vzdrževati in da bi živeli v polnosti, da bi tudi ljudje imeli dovolj kapacitet, da bi se lahko odpočili duhovno in šli novim izzivom v življenju naproti, ne, ampak tukaj nekega masovnega, mislim, da na Sveto Goro ne more soditi, ne. Je bila pa lepa reklama, lahko rečemo tako, za Sveto Goro, kaj ne, Nace Novak? Reklama zagotovo, ne, tudi ta klanec je ostal, se mi zdi, ne, eden od ciljev teh zagrizenih cestnih kolesarjev po Sloveniji, zagotovo za ga obkljukati, ne, kdor pride na Sveto Goro, skoraj tako kot Vršič, Mangart in tako naprej. Nižja sicer, ampak naklon je pa hud, ne. Morda za konec še lahko ocenite, kakšno je sodelovanje z turističnimi akterji, gospod oziroma pater Bogdan Knavs, kako vidite to sodelovanje? Ko sem pravil, za turizem imam žal premalo pojma, zato sem vesel, kot pravim Naceta, pa tudi vi, gospod Trkman, vidim, vi vas bomo kar mečkan, če smem, še uporabili, ker imate veliko idej in odprete tudi kakšno misel. Tako da na tem sodelovanju gotovo, veste, danes, se veste, kadar človek danes kam prosi za sredstva, rečejo, tam so razpisi, treba izpolniti. Tako da karkoli smo dobili, je bilo vse preko razpisov, ne, s trdim delom in se tudi lahko tukaj zahvalim gospe Lilijani Relič, ki jo je že Nace prej omenil, ker opravi ogromno to dela in tudi meni s tem olajša, da je kakšna noč vendarle malo daljša, kot bi lahko bila in manj zaskrbljujoča. Kaj bi rekel, torej Sveta Gora lahko živi samo v dobrih in plemenitih ljudi, ki tukaj pomagajo in takih je veliko, jih je na raznih področjih, ki nam pomagajo v vseh razstavah, od redarjev, preteklosti in sedaj in res velika iskrena zahvala prav vsakemu, ki pokloni kakšno, če rečem, minuto, uro Sveti Gori. Torej sodelovanje lahko rečemo pod črto je dobro. Kje pa, Nace Novak, če tako za zaključek povemo, kaj so torej tisti glavni aduti Svete Gore? Ja, glavni aduti so gotovo, kot smo že omenili, ne, ta duhovni vidik, mir, ne, strateška lega, ne, tle smo na območju, kjer imamo kot Gorica, ne, na vsako stran imamo nekaj, jaz rečem doskrat tudi, ko grem recimo s kolesom, mi imamo, Italijani bi rekli, l'imbarazzo della scelta, ne, se pravi, kar češ. Ja, kar hočeš, ne, se pravi, če ti paše recimo kolesariti po ravnini, greš po Furlaniji ali po Vipavsko dolino, klančke malo si na Krasu, imaš Soško dolino, imaš Trnovsko-Banjško, ne, recimo tle, če naredimo ta Giro in Sveta Gora se tle pne nekje vmes, ne, tako nad Novo Gorico, se pravi tudi za turiste, ne, ni tako daleč, da ne bi mogel recimo biti gor nastanjen za teh nekaj dni, ko prideš na obisk nam na Goriško, to čezmejno območje in potem od tam kljukaš zanimivosti, ki jih imamo tudi kar nekaj, ne, in nam lahko jih marsikje po svetu zavidajo. Ne. In jih ne dovolj cenimo. Je Sveta Gora, torej neodkrit biser oziroma nebrušen biser, pater Bogdan Knavs? To bova pa prepustila kar sem vašim poslušalcem in poslušalkam, ne, in tudi vam, ker vidim, da imate veliko iz tega področja znanja. Hvala za vse spodbude, ki ste jih dali nam. In hvala tudi vama za obisk v studiu, hvala poslušalcem, da so bili z nami in seveda dobrodošli v Korakih do uspeha prihodnji torek. Lep dan še naprej. Koraki do uspeha.